Novi MG ZS Hybrid Plus navdihuje svojo eleganco, prostornostjo in napredno hibridno tehnologijo. Učinkovitost, zmogljivost in brezhibna vožnja. MG ZS Hybrid Plus. Več kot le hibrid. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Ona Plus za ženske z vizijo. Ženske so skozi zgodovino premikale meje in si izborile pravice, ki jih danes jemljemo za samoumevne, a njihov boj za enakopravnost še zdaleč ni končan. Pravice žensk so marsikje še vedno krhke, njihovi dosežki pa pogosto spregledani. Približuje se 8. marec, dan žena, ki poudarja moč in solidarnost žensk. Pri Ona Plus ga že 15 let zaznamujemo z izborom Ona 365, ki izpostavlja izjemne posameznice, ki so v preteklem letu s svojim delom in dejanji pomembno vplivale na družbo. O vsem tem se bom danes pogovarjala z gostjama, ki že od začetka soustvarjata izbor Ona 365. Z nami sta Sabina Obolnar, odgovorna urednica revije Ona Plus, dolgoletna novinarka in publicistka, ki že vrsto let soustvarja medijski prostor ter odpira pomembne družbene teme. Kot urednica je oblikovala številne odmevne zgodbe, ki osvetljujejo vlogo žensk v družbi in njihova prizadevanja za enakopravnost. Z nami je tudi Valentina Smej Novak, priznana publicistka, pisateljica in prevajalka, kolumnistka, TV voditeljica, ki je v svojem delu močno vpeta v družbeno dogajanje. Kot dolgoletna članica strokovne komisije izbora Ona 365 s svojim znanjem in izkušnjami prispeva k prepoznavanju izjemnih žensk. Živijo obema. Živijo. Dan. Kako se je mogoče, Sabina, za začetek izbor Ona 365 razvijal skozi leta in kakšen pomen ima danes? Mislim, da pred 15 leti, torej, ko smo začeli z tem našim izborom, ne rada uporabljam to besedo, ampak bom rekla s tem, da izpostavimo pomembne dosežke, torej žensk, mislim, da so osnovni kriteriji do danes ostali pravzaprav približno enaki. Ne? Prvič je nesporno njihovo strokovno delo, potem pa je izjemno pomembno, kako one s svojim delovanjem vplivajo na širšo družbeno skupnost. In to sta dva osnovna kriterija, ki se jih držimo vsa ta leta. Kot veste, nimamo na našem seznamu torej žensk, ki so aktivne v politiki. Trudimo se seveda spremljati celo leto njihovo delovanje in potem si najprej komisija, torej člani komisije med sabo dopisujemo, opominjamo eden drugega, katera je pomembna in zakaj je pomembna, in vse do trenutka, torej, ko moramo izbrati 10 žensk. Že tudi, torej, pred 15 leti smo se odločili, da bomo zajeli vsa področja delovanja, torej znanost, šport, kultura in tako naprej. Tako da se skrbimo tudi, da je v tem smislu to pokrito, ker ja, seveda se kako leto zgodi, ko bi morda morali izpostaviti 2 športnici ali pa 2, 3 torej ženske iz področja kulture, ampak več ali manj se res držimo tega, da pokrijemo vsa področja, ker so vsa ta pomembna za naše vsakdanje življenje. Ne? Valentina, kaj lahko v bistvu povemo o letošnjem izboru? Seveda se gleda dosežke preteklega leta, ampak te ženske imajo širši vpliv. Tako kot je že Sabina izpostavila, pri tem izboru, kot ta pomen, ta beseda sugerira, da je nekaj izbrano, drugo pa ni. Mogoče to ne pomeni to. Gre za to, da se izpostavijo ti vzorci, te osebe, ki stojijo za temi dejanji, za temi aktivnostmi, ki so naj veljajo kot nek obči vzor. Ženske, katerih dejanja imajo neke pozitivne družbene posledice, pozitivne družbene eksternalije in pri katerih lahko ob slehernem dejanju skliknemo, da bi maksima tega dejanja lahko obveljala kot obče pravilo. To so tile junakinje našega časa, po katerih bi se naj zgledovali. In vsako leto je ta dilema ista
In mi se niti približno se nam ne dozdeva, da smo zajeli vse. Ne? Zajeli smo zgolj te vzorce, primere in upamo, da se bo skozi ta dejanja prepoznalo še na desetine, stotine, tisoče tistih posameznic, ki bi prav tako morda lahko prišle v ta izbor, ampak zdaj seveda določene stvari mi zaznamo, tudi komisija pač ima eno zasedbo, skušamo slediti temu, res izpostavljamo ta dejanja, ki nas vznemirajo v pozitivnem smislu, rečemo, poglej, to se še da. Vse te nominiranke oziroma ženske na tem seznamu imajo to skupno lastnost, da so to dejanja, ki dokazujejo, da se da, da se lahko. Živimo včasih, kakšni pač so. Živimo, nekdo bi rekel, v zanimivih časih in ti zanimivi časi v tistem starem kitajskem pregovoru oziroma celo menda, ki ni bil izrečen z najlepšimi nameni, češ da bi živeli v zanimivih časih. Zanimivi časi so polni izzivov. In iščemo te ljudi, te ženske, ki so se znale, ki se na te izzive ne odzovejo z vdanostjo, ampak s tem, da se mogoče je. In take so seveda tudi letos z vseh področji delovanja in mogoče še to bi povedala, poleg področji so letos tudi izziv vsako leto različne generacije. Ni vsak v isti poziciji, nima vsak v rokah istih vzvodov, ampak za vsake pozicije se da nekaj. Morda nekdo, ki je še v rosnih letih, reši živo bitje, in je to morda primerljivo z nekom, ki v neke druge pozicije, z druge perspektive dobesedno sega po zvezdah ali pa nas umešča v to veliko vesolje in v vsem tem spektru vmes se najdejo te osebe. Bi mogoče rekli na koncu, da gre tudi za nek občutek, ki ne mine, v smislu občutek tega zadovoljstva ali pa zgleda, dosežka. Gre za zglede, za katere si zmeraj želim. Jaz sem mama hčerke in zmeraj sem se spraševala, kdo so tiste, ki bi rekla, po njih se zgleduj. Zato, ker danes so mlade generacije bombardirane, vsi smo bombardirani, ne samo mlade generacije, tudi naša generacija seveda morda še bolj, z določenimi podobami, ki so prirejene, prikrojene in z dejanji, ki morda niso zmeraj vredna posnemanja, mogoče se pa tista, ki bi jih res kazalo izpostaviti, dovolj ne poudarjajo. Tudi onin izbor nikoli ni iskal samo zvenečih imen, prav obratno, skušali smo najti tudi dejanja, ki so morda ostala v določenem smislu celo prezrta. Ne gre za občutek, ker to je bilo bistveno premalo, ampak gre za dejanja. Veste, in večina teh letošnjih in tudi prejšnjih nominirank deluje v neki svoji lokalni skupnosti. In nekatere seveda deluje drugače, ampak večina, lahko rečem, deluje v lokalni skupnosti in neverjetno povezuje to lokalno skupnost z pravimi nekimi akcijami, dejanji in seveda to je tisto, kar mi vemo, kar mi vidimo, kaj počnejo, vemo pa tudi, da se ta skupnost neverjetno povezuje, to je pa tisto, kar si vsi želimo, ne? In po čemer hrepenimo pravzaprav, ne? Gre tudi mogoče še to za ljudi. Jaz zmeraj rečem, kaj najbolj moramo izreči tem nominirankam. Ne samo čestitke, reči jim moramo hvala. Hvala, ker to počnete. Tudi, da se spomnimo tega, take ene morda prezrte vrline hvaležnosti, da smo jim hvaležni in da to tudi oni razumejo kot spodbudo še za naprej. Tudi mogoče hvala, da nam utirate pot, ne? Na različnih področjih. Sabina, določeni ljudje pa pustijo tako pomemben pečat, da tudi takrat, ko jih več ni, njihov doprinos še dolgo odmeva v skupnosti, v družbi in širše. Takšni sta bili zagotovo Manca Košir in Anita Ogulin, ki sta se poslovili v lanskem letu. Kako močno ste bili povezani z vašim delom? Ne bom rekla premočno, ampak bom rekla zelo močno, ne? Moja profesorica, dr. Manca Košir, je v bistvu, ko se jaz pomislim, ko sem prišla v Ljubljano, pomislim najbrž najprej na njo, ne? Ona je bila pač moj prvi stik z mestom, z drugačnim načinom življenja, z drugačno organizacijo in tako naprej. Ampak, veste, ko me pogosto krat sprašujejo o Manci Košir, jaz vedno povem, da moja izkušnja je takšna in verjamem, da večina mojih sošolk in sošolcev na fakulteti,
Ona nas je neverjetno spodbujala, bodrila, ona nam je uredila vsem nam, brez razlike, to neposredno delo v novinarstvu, zato je poskrbela, če nam ni bilo všeč, če se nismo tam počutili najboljše, je poskrbela, da gremo drugam, skratka, to je bilo nekaj neverjetnega, ker vem, da danes tako pač ni, ne? Vem, da so danes druge poti, ampak ona nam je tudi zagotovila torej učenje v praksi in res nas spodbujala k temu, da novinarstvo nas je učila vedno, da je tudi obrt, ne? Tako da ta izkušnja je zame bila zelo, zelo pomembna. Kasneje, ko sem jaz začela delati, ne, torej, ko sem postala urednica One, je pa z mnogimi akcijami me klicala, mi pisala, Sabina, dajmo to narediti. In večina teh akcij, ki se jih niti ne spomnim vseh, ta hip, je v bistvu njena pobuda, ne? To je treba pač vedeti. In ni ona dala samo pobuda, ona je tudi povedala, kako naj zdaj to uresničimo, oziroma sama pomagala ali klicala nekaj ljudi, ki jih je poznala. Pred davnimi leti smo imeli žensko vlado v senci, Valentina, se ti to spomniš? Se spomnim, ja, ampak to je bilo res desetletje nazaj. Ja, ampak res to je bilo neverjetno. Nažalost je sicer trajala kratek čas, ker smo se politično razšli. Ampak to je bilo takrat res nekaj posebnega. Se spomnim, prišli so novinarji iz Hrvaške, iz Srbije, nas intervjuvati, kaj mi počnemo, z 2 peticijami smo uspeli v parlamentu in tako naprej. No. Preveč je, kar je se Manca neverjetnega mi podarila. Ne vem pa natančno, kdaj je nastopila Anita Ogulin, kdaj so se srečale najine poti, najbrž precej zgodaj v moji novinarski karieri. A veste, ona je pa najbrž spodbudila, ali v meni, ali ne vem, kako naj rečem, to skrb za sočloveka, ne? Ne pozabite na ljudi, ne pozabite na njihove stiske in to je trajalo v bistvu do žal prezgodnje smrti Anite Ogulina, ne? Ja, tudi sama sem imela z Manco Košir večkrat stik, ampak bi lahko rekla, tudi kot jaz, ki sem se izobraževala na področju novinarstva, je bila res vpletena v različne aspekte in mogoče, Valentina, za vas vprašanje, kako je sploh mogoče orisati veličino takšnih ljudi, ki se kaže predvsem v duhu samega časa? Ob omenjanju tako Mance Košir pokojne kot Anite Ogulin pomisli človek samo, da spomin nekaterih ljudi se meri s tem v kamnu, ne? Kako velike spomenike dobijo. Spomenik teh 2 žensk, velikih ljudi, se pa meri v tem, kakšen odtis na tem tkivu družbe sta pustili, kako drugače gledamo tudi na določene stvari, na svet jaz upam, da drugače, kako se jih spominjamo in kakšna vrzel je po njih ostala. In tudi, da se jih seveda spominjamo in da cenimo to delo in koliko ljudem sta spremenili in vplivali na njihova življenja. Tako da to je tisto, kar nekako na koncu od življenja ostane, ne? Po čem se človeka spomniš, kaj je tisto, ti odnosi, ki so jih izgradili in kako skozi ta drobna dejanja, obe ti dejavnosti sta bili, to je bilo dejansko, da karikiram, reševanje sveta 1 na 1, ne? Ampak kakšne posledice, kakšne verižne reakcije so se sprožile, tako pri Manci s njenimi pobudami o branju, kako je mobilizirala javnost s pobudami o zaveščanju o zadnjih dnevih življenja, o detabuizaciji smrti, tako pri gospe Aniti Ogulin, ki je opozarjala na stiske v družbi in naenkrat je vsa Slovenija bistveno bolj prisluhnila tudi tem družbenim stiskam, tudi vse te humanitarne akcije. Danes se Slovenci radi pohvalimo, da smo solidarni, to se izkaže pri velikih naravnih nesrečah, ampak nekdo je moral to družbo senzibilizirati in to sta tudi oni 2 bili pripravljeni storiti tudi za ceno te lastne življenjske energije. Ja, no samo to bi rekla, res mislim, da so na nas pustile vtis in nam nekaj položile v nas, da seveda z drugimi koraki in najbrž s krajšimi koraki
to nadaljujemo, ampak spomnim se, ko je nekdo ob njuni smrti zapisal, zdaj si jih pa vsi lastimo. Zdaj si jo pa vsi lastimo, a ne? Pa se mi je zdela to precej groba izjava, ampak razumela sem jo tako, da so res na nas pustile tisto, kar pač so želele in tisto, kar je najbolj pomembno v življenju. Poglejte človeka, pomagajte človeku, delajte dobro, a ne? Ja, v bistvu tudi ob manjšini končni odločitvi, da so na pogrebu odeti v belo, da slavijo življenje samo. Bom iskrena, dostikrat sem o tem razmišljala na takšen način, torej, da smrt ni samo tista pika končna, ampak da se spomnimo, da slavimo in da tudi njune dosežke, njuno delo nekdo vodi, sporoča, predaja naprej, ne? In kljub njuni poti, ki ni bila najbrž vedno lahka, to vsi vemo. No, ne. Absolutno ne. A veste, verjamem, da je vsaj na naši generaciji sta pustili res tisto najpomembnejše, sta nam to podarili in prepričana sem, da tudi generacija za nami to razume prav tako dobro kot mi. Sej vidimo mlade, kako so aktivni, kako so kooperativni, tako naprej. Ne bojim se, no? Ne bojim se, da njunega sporočila nismo razumeli in da ga nismo ponotranili. Super, hvala. Sabina, kot dolgoletna urednica revije Ona plus in prej One, ženske spodbujate in usmerjate k družbeno odgovornemu in uravnoteženemu življenjskemu slogu. Kako se vam zdi pomembna vloga ženskega revijalnega tiska? Kako se ta spreminja skozi čas? Ja, veste kako. Sigurno, da se spreminja, morda kakšne stvari niti ne zaznavam, ampak vem, da se spreminja, ne? Zato, ker pač naš tisk je v usihanju, nažalost, še vedno se na srečo pač so odlični bralci in bralke, ki jim veliko pomeni branje. Jasno pa tudi, da se mi moramo do neke mere prilagajati, a ne? Potrebam torej bralk in bralcev. Jaz mislim, da zaenkrat uspemo to ravnovesje zgledno torej uravnavati oziroma ljubiti. Seveda si pa želimo pritegniti mlajše bralke in bralce. Vem, da je to precej zahtevno delo, da ni enostavno, ampak verjamem, jaz verjamem, da branje se bo ohranilo, torej govorim o tem, kar smo poslušali lani ob knjižnem sejmu, torej da je do 24. leta, ne, se je nakup knjig torej povišal pri mladih, to je spodbudno, verjamem, če knjigo kupiš, da jo tudi prebereš. Seveda me pa skrbi to, ne, da se je pa zelo torej znižal nakup pri ženskah 50+. Jaz sicer ne vem, čemu naj to pripisujem, ampak glejte, vem, da je branje knjig pomembno, branje tudi kompleksnih besedil, pomembno tako za kritično mišljenje, analitično mišljenje, da se šolski sistemi to zavedajo, da morajo to krepiti, zato ker razsvetljen je pač, mislim, da odrešujoč in zmagovalni ne. In šele skozi pisano besedo se res lahko razgiba, je prisiljen določene miselne operacije, ki zgolj to branje, ena na ena, kot ga si rečemo, vsi beremo na zaslonih, beremo na televiziji, beremo podnapise, recimo ugotovili smo, da mlade v bistvu gledajo s podnapisi, to so ugotovili strokovnjaki, gledajo s podnapisi, tuje televizijske programe z angleškimi podnapisi in preberejo za kar nekaj debelih romanov podnapisov v celem letu. Žal se ta kvantiteta branja ne prevede potem v količino slovenskih prebranih knjig, ampak branje je za obstoj naroda kar bistvena dejavnost, ampak to mogoče v drugi priložnosti. Ampak vseeno, Valentina, vi ste publicistka, tudi pisateljica. Kakšen je vaš pogled na to? Najbrž imate podobne izzive kot bom rekla, časopisi. Založnica sem, seveda, zmeraj je izziv, kako knjige
približati bralcem, kako ljudi prepričati, da naj knjige berejo, naj jih seveda tudi kupujejo, ker ne nazadnje, to je velik organizem, imamo avtorje, imamo soavtorje, lektorje, urednike, založnike, ki vsi skrbijo v tej verigi. Slovenski jezikovni prostor je omejen. To so teme, o katerih se zmeraj znova govori, izpostavlja in je pa, kot je Sabina izpostavila, v zadnjem letu, ta zadnja raziskava je en žarek upanja posijal s to mlado generacijo, ki spet ponovno pričenja kupovati knjige in upamo, da se knjigam ne piše tako temno, kot bi to nekateri radi dopovedovali. Seveda je tudi zato vztrajen kot založnica, ker verjamem, da bodo ljudje od nekdaj začutili to potrebo po knjigi. Je pa pomembno, da se od malega to vzgaja, da se otroke sooča tudi resno z dobro literaturo. Ni potrebno, da se prilagaja in na vsak način niža ta diskurs, ta način pripovedovanja zgodb. Naj ostane dobra literatura, naj se pripovedujejo kompleksne zgodbe, da pridejo na ta okus, da potem lahko pozneje v odraslosti imajo senzibilizirano, da so senzibilizirani za to dobro pisano besedo. Ampak ravno ta raziskava Založniške akademije je tudi pokazala, ne, da vse manj staršev bere otrokom knjige, pač primerno njihovi starosti, ne, da se tudi tle izgubljajo po nek pomemben čas za približati otroku branja. Ne? Kar nas bistveno razlikuje žal do najbolj razvitih skandinavskih družb, ki bistveno več ljudi staršev bere svojim otrokom, bistveno večji odstotek in seveda samo še mogoče en predsodek, da se razbije, zmeraj si mislijo branje, tehnološke družbe, da to stoji na dveh bregovih. Sploh ne, to je prav del iste zgodbe. Najbolj tehnološko razvite družbe so najbolj bralno ozaveščene in tu si nikar ne predstavljamo, mi bomo pa imeli tablice in visoko tehnologijo, brali knjig pa ne bomo. Ravno obratno. Sprašujem tudi zato, ker načeloma je tako, da razgledanost pride tudi z načitelnostjo, tudi s tem, da imamo neke, bom rekla, osnove na določenih področjih. Seveda to ni nujno, da vodi k izjemnosti, ampak konec koncev vpliva tudi na to. Ne, jaz, če zaupamo strokovnjakom, predvsem to je pomembno. Da beremo, torej, kompleksna besedila, seveda, jasno, da postopoma, ampak da bereš zahtevna besedila, ki ti pač pomagajo razumeti življenje in svet in kaj je pomembno, in te napeljujejo tako kot sem že prej rekla, k nekemu analitičnemu in kritičnemu razmišljanju. In doktor Kovač je jasno povedal, noben drug medij ti pravzaprav ne more omogočiti tega, kar ti omogoči neka prava knjiga. In zato je tako pomembno to branje in jaz pač seveda me precej skrbi, ker vidim, da šolski sistem ne vzpodbuja oziroma ne gre prav v tej smeri. In jaz upam, da se to popravi, ker recimo bralna značka. Včasih smo vsi v razredu naredili bralno značko, in smo bili ponosni na to. Danes vem, da je recimo povprečje 6 otrok v enem razredu, ki jo upravi bralno značko. Morda se tu navežemo na vse te naše ženske, ki so bile danes osnova oziroma navdih za ta pogovor. Tudi one počenjajo nekaj, kar ni najbolj ugodno, kar ni najbolj prijetno. Tudi branje zahteva določeno kondicijo. Tudi branje je določen napor, ki potem prinese seveda toliko večjo nagrado, toliko večji užitek, toliko večjo samoizpopolnitev. Skozi branje tudi ujmo, mojstrimo in širimo svoj materni jezik. Jaz tu govorim za branje v slovenščini. Vsi vemo, vsi beremo v angleščini in v tujih jezikih še ob tem, ampak recimo, zakaj govorim tukaj v jeziku? Skozi jezik mi poimenujemo reči sveta in ko jim podeljujemo imena, ljudje smo bitja, ki podeljujemo rečem imena, jih občutimo, zaznamo in več teh imen, teh izrazov poznamo, bolj večplastno doživljamo svet. In take ljudi potrebuje svet, da imamo neko senzibilnost, občutenje za različne nijanse tega sveta, različne odtenke. Absolutno se strinjam, tako da mogoče še katero izmed teh, ki nas gledajo,
poslušajo, navdahnemo, da mogoče tudi tukaj manjka izjemnosti ali pa izjemnih zgledov na področju, ki lahko prispeva k celotni družbi. Sabina, dan žena je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Kako krhke so pravice žensk v današnjem času? Jaz imam občutek, da je v zadnjih parih letih, zdaj ne bomo se sklicevali na covidni čas, ne, da so se ti pogovori malo zaustavili ali celo mogoče so nekje ob strani. Poglejte, za pravice se je treba ves čas boriti, to smo se naučili, brez tega ne gre, ne. Jaz verjamem, da ženske v določenih sferah družbe imajo torej položaj in vse, kar temu pripada, torej vse, kar jim pripada, ne. Vedno pa smo dolžni, ne, pogledati na ženske za 4 zidovi. Veste, vsakič, ko izbruhne nek tragičen dogodek, skočimo v zrak. Hočem povedati, ženske je pač ves čas treba spodbujati, jim dajati podporo, in zato se mi tudi zdi pomembno, prej ste me vprašala za ženski tisk, ne, zato se mi tudi zdi pomembno, da dajemo ženskam jasno oporo, podporo, da tvorimo skupnost, torej, da ženska ve, kam se lahko obrne, če potrebuje pomoč in da jo tudi dobi, seveda, ne. Za pravice se moramo pa ves čas boriti, ne samo ženske, vsi v tej. No, to bi se jaz navezala. Danes se morda zdi, so mogoče krhki časi za številne svoboščine, ki so se nam zdele dolga desetletja samoumevne, po drugi svetovni vojni recimo, in vstopamo v čas spletnih linčev, ko se recimo tudi določene svobode drugačnega mišljenja odrekajo ravno v imenu nekih višjih ciljev. In mislim, da ta boj, to pravico, zmeraj se bo borila za pravico ljudi, ki mislijo drugače. Ne? Svoboda je zmeraj svoboda tistih, ki mislijo drugače. In ko mi govorimo, imamo polna usta tolerance in sprejemanja drugačnosti. To ni zgolj toleranca v tistem okvirju, ki vsi mislimo podobno, zato vemo, kaj je toleranca. Toleranca in drugačne mišljenje nas pogosto potiska izven okvirjev udobnosti, potiska nas izven okvirjev utečenega in zmeraj je sprejemanje drugačnosti povezano z določenim nelagodjem, zato pa so klici k toleranci. Ravno zato, in tu mislim, da tisti, ki je brez greha, mora prvi vrčiti kamen. Ne? Na vseh skrajnih mejah spektra se mora vsak razmisliti, a je sposoben tolerance, in sploh tudi sredina mora razmisliti o tem. Torej, ne samo, da se pravic zavedamo, ampak še jih moramo tudi izvajati te pravice in jih tudi sprejemati, tudi takrat, ko nam niso tako zelo ugodne. Tudi, ko nas pravijo v nelagodje. Tako. Sabina, se vam zdijo dosežki žensk na splošno v Sloveniji dovolj cenjeni? Ja, glejte, najbrž niso, ne? Sej vsako leto, ko sestavljamo ta naš izbor, jaz pa lahko rečem, da kar spremljam, kaj ženske počno v naši družbi, sem začudena, ko odkrijemo vsaj 3 meni neznane ali še več. Po eni strani, ja, seveda, imamo že različne opomnike na ženske dosežke, od inženirk in pesnic, pisateljev, veliko je tega, ampak jaz mislim, da nikoli ni dovolj. Zato, ker ko mi izpostavimo neko žensko, za katero presodimo, da je pomembna, a veste, se širše okolje zave, kaj je pomembno in kaj ženska počne, in da je njen zgled pomemben za vse nas. Ne? Tega najbrž nikoli ni dovolj, ampak mislim pa, ne samo marec, ker jaz sem včasih malo slabe volje ali pa celo zelo slabe volje, nas kličajo, predvsem za 8. marec ali pa materinski dan, ne?
Ne, glejte tako, ženske delajo pomembne stvari in moški delajo pomembne stvari, nesporno, a ne? In seveda otroci delajo pomembne stvari, se vidimo, kaj se ustvarja, samo ceniti se moramo znati in spodbujati eden drugega, torej spodbujati človeka, ki počne prave stvari. Zato jaz tudi vidim včasih ta oni izbor kot neko diverzijo, nek klic tudi k malo spremembi perspektive. Oni izbor ne izpostavlja nujno žensk, katerih rezultati so najbolj merljivi, ali jih je moč stehtati, izmeriti ali upovedati v nekih strašnih številkah, ampak kliče tudi k tisti radikalni spremembi perspektive, ki je mogoče zelo, najmanj se razume prav, ženski pogled na svet. Mi imamo dve razlagi sveta, kako se je začela oziroma tem razvoju naše civilizacije, kdaj je človek prestopil v civilizacijo, začel rušiti mejnike, pa izum kolesa, pa izumil obresti. Potem pa imamo antropologinjo Margaret Mead, ki je pa rekla, veste, kaj je prvo znamenje civilizacije v izkopaninah? Prvo znamenje civilizacije je pozdravljena človeška stegnenica. To pomeni, ko je človek postal sočutno bitje, je lahko bil sposoben grajenja civilizacije. Je videl enega od mojih soljudi, je bil smrtno ranjen skorajda in v vseh drugih razmerah bi ga pustil pač močnejši, šibkejšega umreti, ampak nekdo se je odločil, sočloveka bom znegoval, ga bom pozdravil, mu namenil skrb. In to je ta radikalna druga perspektiva, za katero je morda tudi čas, da jo bolj cenimo, da ji bolj damo veljavo. Kajti sveta se ne spreminja zmeraj samo v velikih sobanah, ko se polagajo na mize načrti, ko se veliki delijo v zemlje, ko se sprejemajo te pomembne, vendar abstraktne odločitve. Te drobne, konkretne, vsakdanje odločitve, to so tiste, ki posledično vplivajo tudi dolgoročno na družbo. Kako jih lahko? Ja. Pardon. No, in če lahko samo dopolnim, in zato je v bistvu to naše delo v zvezi z nominacijami žensk tako težavno, zato ker dejansko mi nimamo zmagala na tem in tem tekmovanju in zdaj je tu, ne? Ampak so to res te nemerljive, ampak zelo pomembna dejanja in to je tisto, kar želimo ovrednotiti. In kako lahko spodbujamo, da pridejo takšni dosežki, ki smo jih že prej omenjali, predvsem na področju sočutnosti, iz nekih, bom rekla, tudi področji, kjer si nekateri posamezniki upajo več, kako spodbujati takšne poteze? A veste, jaz sem govorila recimo s 5 nominirankami, zdaj v tem času, one so tako samoiniciativne, one so tako agilne, v bistvu zdaj ne bo prav, kar bom rekla, da ne potrebujejo naše pozornosti. Mislim, ja, ne potrebujejo, one bodo delovale v vsakem primeru. Sigurno predvidevam, upam, torej, ko jih mi izpostavimo, da nagovorimo najbrž še koga drugega, da se jim priključi. To je ta namen. One nesporno delujejo v pravo smer, na prav način. In z takšnimi opozorili oziroma izpostavitvijo, ki njim seveda niti prav hudo ne prija. Ne? One najraje delujejo v tem svojem okolju in so aktivne in tako naprej. Pa mislim, da vsi delamo pravo stvar. Opozarjamo na to, kar je vredno, kar je prav in dajemo za zgled, tako kot sem že prej povedala. Se vam zdi, da mogoče mačkam smo se dotaknili tudi mladih, pa tudi drugačne percepcije tehnologije, da se te časi izjemnosti, kot jo mi poznamo, spreminjajo? Mislite v smislu, da se danes izpostavlja nekaj drugega, kot smo bili vajeni včasih. Ta svet je danes seveda bistveno bolj povezan, povsem v eni sekundi informacije obleti svet. Mladim se zdi, da je vse dosegljivo, hkrati se pa posledično čedalje bolj zapirajo v te lastne mehurčke. Jaz mislim, da bodo izjemna dejanja bodo zmeraj ostale izjemne, ne glede na to, kakšen svet je. Tudi
slišimo, opažamo, da se nova generacija, ki prihaja še celo zdaj za zajevci alfa, da se spet obrača nazaj, da se spet odkriva nekaj, kar že vsi davno poznamo, medsebojno druženje, živi stik. Tako da jaz verjamem v to zvijačnost zgodovinskega uma, da bo šlo vse v pravo smer in da se bodo zmeraj, na koncu bo človeštvo spoznalo, kaj je za njega dobro in bo šlo in se bo razvijalo naprej v bolj občutljiv, v bolj pozoren, v bolj sočuten svet in nekako ne morem verjeti, da bi šel svet na slabše. Sabina, mogoče, katero so tisto dejanje, ki ste se jih v teh preteklih letih najbolj zapomnili, lahko tudi operiramo z imeni, ampak tako, kaj se vam je najbolj utrnilo v spomin? Bi morala poiskati v spominu neko osebo. Jaz se spomnim, da imamo od ljudi, ki so reševali iz jam, od žensk, ki so reševali iz jam v nemogočih razmerah, do tiste, ki so svojimi mislimi res razvile teorije, nepresegljive teorije, do žensk, ki so zaznale stiske v neposredni svoji bližini, dobesedno dale roko umirajočemu, do tistih, ki so prenesle strelo in še zmeraj pomagale bližnjemu. Tudi zdravnica. Veste, in potem ne bom nič pretiravala, če rečem, pod črto se tem ženskam to ne zdi nič posebnega, kar počno. Jaz verjamem, ko sem govoril z njimi, ko so mi dejale, se nisem nič posebnega naredila, zakaj me pa nominirate? In vem, da mislijo iskreno, a ne? Tako da veliko je teh žensk, res, tudi v tem širšem izboru, ženske, ki počnejo neverjetne stvari, ki vzpodbujajo torej druge k ta istim dejanjem. Veste, in recimo med letošnjo deseterico žensk sta vsaj 2 zelo mladi punci, a ne? Tako z podobnimi vrednotami, tako da se jaz ne bojim, da se izgublja smisel življenja, a ne? Vsem skupaj se mi zdi, da je skupno ta globoko zavedanje za etično, za to, kar je prav. Moralno in etično, ne? Ja. Kdo pa je mogoče vama zgled, mogoče v vajinem kariernem smislu ali sicer lahko je kot ženska nekdo, ki neki izjemen posameznik? No, mislim, zame je sigurno bila v zgodnjih letih zelo pomembna mama, ne? To seveda človek razume šele danes. Včasih smo na vasi živeli v širši skupnosti, a ne? Več rodov. Stara mama, sigurno. Veste, jaz sem bila precej živ in nemiren otrok, ne? In prav spomnim se, tudi ko sem doma kaj ušpičila, sem hitro dirkala k moji babici. Ona me je vedno me zaščitila. Vedno je, mislim, to je prav neverjetno. Še nisem jaz delala, da se razumem, nekih velikih stvari, ampak male, ki so recimo mamo razburile, ampak vedno je moja babica me vzela brezkompromisno v zaščito in razložila moji mamici, zakaj je tako. In se je zadeva zaključila. Jaz na srečo slabih izkušenj nimam, mislim, tudi ne v srednji šoli, ne na fakulteti. Ne vem, vedno je bil nekdo, ki me je vzpodbujal, ki mi je pač povedal prave stvari v pravem času. Tudi ko sem prišla delati v časopisno podjetje Delo, so bili moji nadrejeni, torej izurjeni novinarji, ne? Karizmatični uredniki, predvsem moški, ampak vedno so nas spodbujali, vedno so nam rekli, ja, super, ja, ampak dajte še narediti to pa to. Več je bilo vedno pohval kot negativnih besed. In to je mene zelo veliko pomeni in to je mene zelo ohrabrila, ne? Sabina je to izpostavila. Jaz tudi se dostikrat spomnim obeh babic v Prekmurju in potem se spomnim, da smo pač pred nami je bilo 10 generacij žensk, ki njim je bilo bistveno težje kot nam. So bile generacije, ki so šle skozi vojno, več vojn, različnih vojn, svet je bil še bolj neprijazen, kot je zdaj. In si zmeraj mislim, če so lahko oni, lahko tudi mi. Potem se zavedam, da v Sloveniji živi 1 milijon žensk. Vsak dan znova se soočajo z različnimi izzivi.
junakinje našega časa so tudi ženske, ki znajo preživeti z malimi sredstvi, vzgajajo otroke, skrbijo za družino, skrbijo za svojo kariero, delajo naprej, vsaka na svojem področju na različne načine. Nobeno delo ni več vredno od drugega, vsako je dostojanstveno in vse to si včasih mislim, vse to nam naj bo navdih. Vse te, ki vsak dan svoj vsak dan živijo in nosijo eno svetlobo. In seveda mi je zgled tudi mama in tudi hčerka na nek način, ena prejšnja generacija, ki ima eno drugo skromnost in hvaležnost, ne? In nova generacija, ki pa zdaj ima tudi ta zanos, ker mi smo zdaj tako imenovana sandvič generacija, ne? Z takim zelo preprostim izrazom opišem in mislim, da ni samo to, da se moramo soočati s pritiski z dveh strani, ampak tudi, da nas te dve plati navdihujete, da najdemo svetlobo v tej novi generaciji, ki prihaja, ki ima en pogum in eno drznost, in da znamo pa tudi ceniti izkušnje, hvaležnost in tudi skromnost generacij, ki so bile pred nami, ker to nam tudi malo manjka danes, ta dobrina oziroma vrlina, ki jo tudi prej Sabina izpostavlja, ki jo zmeraj izrazijo te nominiranke, te ene, ne bom rekla ponižnosti, ampak nenarejene skromnosti, take, saj to je samoumevno, ravnali smo tako, kot je prav, le del velikega sveta smo. Jaz se spomnim moje pokojne profesorice s faksa, dr. Sviligojeve, ko je vedno rekla, ja, morate biti uporniški, morate biti aktivni in tako naprej, vendar, ko ste v sedlu, lahko brcate na vse strani, ampak hrbet morate biti pa zaščiten. Veste, in to sem jaz čutila praktično celo svoje življenje, da je nekdo ob meni. In to mislim, da potrebujejo res, vsi potrebujemo to in otroci pa sploh, ne, da imajo trdno oporo v starših, da imajo zaščito in verjamem, da se ob takih pogojih potem lahko človek čim bolj kvalitetno razvija in je radosti življenja. Ne. Bi lahko rekli, da je moč žensk tudi v tem, da se znamo ustaviti, pa se znamo pogledati v gledalo, da si znamo priznati za vse, oziroma si znamo priznati vse dosežke, ki smo jih dosegle, da se mogoče tudi daj same potrepljamo po ramenih in si rečemo, v redu smo. Mislim, da tega ne znamo prav dobro, ampak jaz mislim, da je nekje drugje moč žensk. Zdaj, ko vsi ti raziskovalci dolgoživosti pa tega, kaj bi morali ljudje početi, da bi živeli bolj polno, dlje, ugotavljajo, nekaj je hrana, nekaj je gibanje, vse to je nekaj, ampak pojde pa še nekaj več. To je ta družbena mreža odnosov. In tu smo ženske boljše od moških, si znamo boljše plest, znamo bolj živeti vpete v te odnose, kakorkoli se že to izraža. Naprimer, to so te skupnosti, kjer so ljudje povezani, ker na koncu je prav to pomembno, koliko odnosov stkeš, kaki so, do katere mere so pristni, kako blizu si pustiš bližnjega človeka in kako blizu znaš ti seči bližnjemu. In to je neka moč žensk, te pletenine, tega družbenega tkiva, ki si pa dovolim reči, ga pa tkemo v glavnem ženske. Ja, sigurno. Odnosi so pomembni, prijateljice so pomembne, ne? In tu sigurno, da ženske smo pač bolj odprte, si bolj zaupamo, moški na žalost še vedno zadržujejo pomembne stvari v sebi, ki se težko razgovorijo, ne? Vsekako se moramo čim več pogovarjati iskreno, poslušati sočloveka, ne mu takoj začeti deliti na svetu, kako bi on moral in kaj bi on moral, ampak ga poslušati in če res lahko pomagamo, potem mu seveda pomagajmo. Ne? No in ravno v tem se mi zdi tudi, da se čuti ta ženska izjemnost. Tako da hvala vama za pogovor, za iskrene besede, za oris letošnjega izbora Ona 365, kar smo pač lahko povedali pred samim izborom. Vsaka generacija žensk nosi svojo zgodbo, svoje izzive in svoje dosežke. Izbor Ona 365 je dokaz, da v našem prostoru ne manjka izjemnih posameznic, ki svojim delom, znanjem in srčnostjo premikajo meje ter soustvarjajo boljšo prihodnost.
Ob 8. marcu se spomnimo, da je boj za enakopravnost nenehen proces, ki zahteva našo pozornost in aktivnost. Naj nas zgodbe letošnjih nominirank navdihnejo, da še naprej podpiramo, spoštujemo in slavimo dosežke žensk. Hvala vam za pozornost in se vidimo kmalu. Hvala za vabilo.